Osnovna ideja današnjega dogodka je, da izvedemo poslovni dialog med javnim sektorjem pa zasebnim sektorjem oziroma podjetji. Povezujemo javni sektor, ki deluje z gospodarstvom danes na tem dogodku, in gospodarstvo, ki pa se mora neprestano prilagajati na zunanje zadeve. Mi dostikrat podpiramo kadrovske izboljšave posebej, pa poslovne izboljšave posebej. Ideja današnjega dogodka je pa, da to začnemo združevati, danes samo vsebinsko v pogovoru. Iz tega pa lahko, po mojem mnenju, izide tudi nadaljnje povezovanje, ki bi se tudi zrcalilo v vsebini načrtovanih ukrepov. Mi imamo eno pozitivno izkušnjo iz preteklega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v papirni industriji, ki je potekal od februarja 13 do avgusta 15, in moram reči, da smo z vsebino in rezultatom zelo zadovoljni. Ta kompetenčni center je uspel postaviti način izobraževanja za delavce, za zaposlene, za strokovnjake, točno v tem obsegu in vsebini, ki jo dejansko rabimo, zato da se kontinuiteta izobraževanja, ki je pomembna pri papirničarjih v naši dejavnosti, ohranja in nadgrajuje. Mi smo uspeli skozi ta sistem kompetenčnega centra usposobiti 150 delavcev na delih, na kompetencah, ki so v danem trenutku najbolj iskane. Tako da v bistvu v tem smislu bi lahko rekel, da država, ko je omogočila tudi delno financiranje kompetenčnega centra, Količev karton, je za ta namen pridobilo 19.000 evrov nepovratnih sredstev, opravila svoje delo. V vsakem primeru je to model, po mojem, ki predvsem za predelovalno dejavnost je pravi model za to, da jutri znamo več, da smo bolj usposobljeni in bolj kompetenčni. Menim, da velja to, kar smo naredili v papirnicah, tudi pri ostalih dejavnostih. Predvsem je tukaj bistvo povezovanja. V novi, še vedno rečemo žal, finančni perspektivi 2014-2020 je poudarek na mehkih ciljih, na razvoju virov, in mi smo predvsem, kot ste tudi videli, verjetno v strategiji pametne specializacije zelo močno naredili to povezavo. Seveda, tako kot mora znanost služiti gospodarstvu, mora tudi izobraževanje služiti gospodarstvu. To se pravi, naredimo izobraževanje po meri, da ljudje rastejo in s tem tudi podjetja rastejo. Vedno bolj postaja očitno, da je usposabljanje ljudi in vključevanje ljudi za izboljševanje procesov, za sodelovanje tista ključna točka. Tako da je povezava med usposabljanjem, razvojem ljudi, izboljšavami procesom, to sodelovanje manjka in tukaj so velike. Ob času prevzema, se pravi od leta 2014, smo postavili Helios Akademijo. To je izobraževalni in sistem usposabljanja, ki je zdaj prerasel projekt, ki je bil na začetku mišljen samo za prodajo, v projekt, ki vključuje vse zaposlene tako v Sloveniji, kot tudi v naših enotah po tujini. Postavili smo licenco za prodajnike, se pravi, katere so tista prodajna znanja, ki jih prodajnik mora vedeti, in postavili in testirali naše prodajnike, jih izobrazili na tem področju. Posvetili smo se tudi znanju jezikov za boljše komunikacije in tukaj je tudi motivacija ljudi bila zelo velika, da se pridružijo, in v pol leta, ko smo v 14. do 15. letu, se nam je pridružili 488 zaposlenih. Pridobili in kasneje tudi se zahvalili našim trenerjem, zdaj jih je že več kot 50, takrat jih je bilo 24. Skupaj z zunanjimi partnerji smo naredili 9500 ur usposabljanj in v podjetju je zavel tak svež energija. Smo pripravljeni investirati, smo zato, da se obdržimo na tem področju in da gremo skupaj naprej.